Drage moje pupe in fantiči, dobro jutro vam želim, buon caffè a tutti. Danes imamo v Celju -5 stopinj, vam moram pokazati, kako je trenutno stanje tu v Celju. Samo trenutek, je še temačno, da se bo videlo. Koliko snega. Ma se ne vidiš nič, ker je temačno. Se vidi, nič, gremo narediti en giro, pa se vidimo od zunaj, kaj pravite? Gremo malo ven na en sprehod, da vidimo, koliko snega je zapadlo. Ajde, gremo pogledat, koliko snega je padlo to noč v Celju. Ste vabljeni z menoj narediti en krogec. Zdaj smo pa na Glavnem trgu. Božiček je odšel, kočije, vile in palčki so zginili, otrok ni več, ostale so lučke. A ni lepo, pogledajte vi to. Gremo pogledat še ta napis gor. Lepo. Evo, tu živim jaz v pravljični deželi. Pravljična dežela. A ni čudovito? No, gremo pogledat do Krekovega trga, a gremo ob Savinji? Ne vem. Gremo ob Savinji? Gremo ob Savinji. To je naša bajta. Še vsi spijo. Moral paziti, ne vem, kako se bo dalo hoditi. Še nisem navajen hoditi po snegu. Ja, kdo bi si mislil? Že dosti časa nisem videl toliko snega tu v Celju. Pa sem v tem mestu že. V Celju sem že skoraj 15 let. 15 let. Prvič je bilo toliko snega leta 2012. Ja, če se ne motim. Baje je bilo tudi predlani toliko snega. Baje je bilo tudi predlani toliko snega, samo takrat sem bil jaz na Šrilanki. Sem bil na Šrilanki, tako da, no, danes je -5-6 stopinj. Lani ob tem času na Šrilanku je bilo +35 stopinj, se pravi za 40 stopinj razlike. 40 stopinj razlike. Ne vem, kako se bo videlo, ker prvič snemam s to kamero po noči. Mislim, po noči, ura je že 6:30 zjutraj. Tudi zunaj sem že približno 2 minuti, samo me že kar zebe v prste. Nismo navajeni mi Istrijani hoditi po takem mrazu. Ne, ma sej ni tako, ne, tako se nič ne vidi. Pravim, ni tak mraz. Da je bilo
Ja, pred 45 leti, se opravičujem, malo se mi roka trese, pred 45 leti, mislim, da bo boljše, če zavijem tu malo po ulicah, ker drugače, malo sem zletu. Te so nove kante za smeti. Ja, vsa pohvala temu našemu novemu županu, vsakemu čast, pridenje. Lepo. Dobro jutro. Dobro, zdaj ne snemamo ljudi. Sem pozdravil dobro jutro, človek se obrnil stran. No, Celjani so malo bolj tako zaprti ljudje, jim ne zamerim. Niso tako odprti kot pri nas v Istri. Človeka pozdraviš, pa se obrne stran, se to je tipično tule, ne. Kaj čmo? Je velika razlika Celje ali pa dol Istra. Ljudje v Celju niso njih najbolj gostoljubni, no, so razne izjeme, ampak to je bolj industrijsko mesto, nima te, kako se reče, kulture gostoljubnosti, ni pač prav. To živijo v drugačnem okolju. Jaz če grem dol v Istro, kogarkoli pozdraviš, večino vsi se nasmejejo, pozdravijo gor dol, ljudje se tu obrnejo stran, ne. Pustimo stati, se to ni toliko pomembno. No, tule to je pa vodni stolp. Bomo tako malo obrnili. Zelo lep. Zdaj tu okrog Celja, da stojijo še 3-4 taki vodni stolpi, še srednjega veka. Res ne vem, kako se bo videlo, ker je tako temačno, ampak tu je Špital za prijatelje. Gremo zdaj proti Krekovem trgu, ker bo malo bolj svetlo. En najlepših trgov v Sloveniji, vsaj za moj okus. No, sej, Celje je takoj za Piranom, vsaj za moj okus, najlepše mesto. Piran je in vedno bo na prvem mestu. Ne, vedno. Pa se lahko vsi na trepalnice mečejo. Od ljubljanskega župana, ko trdi, da je Ljubljana najlepša, bla. Piran je stokrat lepši, tudi Celje mi je lepše od Ljubljane. Obrnimo zopet na. Čakaj, moram paziti, da se ne bom spotaknil. Gremo pogledat novo ulico, ki so jo tlakovali, mislim, preuredili pred par meseci. Nekako novo je. Ja, kar je. Snega je približno 15-20 cm, ne znamo oceniti. Nimam pojma. Na, se je zmanjkalo svetlobe, lik zdaj. Ma bravo. Evo mene. Zdaj se nahajamo pred hotelom Evropa. Hotel iz leta 1890. leta. Dolgih 100 let. Lep hotelček. Tu na moji desni pa je celjska, kako ji pravijo, celjska hiša, zgrajena, se boste videli malo, se jo verjetno poznate. Hotel Evropa. Iskreno, se opravičujem, iskreno povedano, meni je sneg ni najbolj pri srcu, jaz sem rajši tople kraje in tako dalje, bolj tropsko klimo in to. Ampak tako trenutno stanje, no, ljudje že čistijo, vsaka jim čast. Čakajte, bom tako obrnil.
prijateljski dom, ko ljudje že hodijo v službo, po opravkih, mesto se počasi prebuja. Ja, to zimo so se je zelo lepo ukrasili, pa ne morem govoriti, imam zebene usta, pa s težavo govorim, to je ena najlepših jelk, čudovita je košata, lepa, pravlično celje. No, zdaj bomo šli počasi domov. Čem je stvar? Danes sem šel na ta jutrnji sprehod, predvsem zaradi tega, da se vam vsem skupaj lepo zahvaljujem, vsem, kateri so se na novo pridružili na moj kanal. Kot veste nekateri, na Facebooku imam preko 40 000 sledilcev in na Facebook sem jaz nekako jezen, ker vse jaz ne delam nič zaradi denarja, to vse moj hobi, ustvarjam video posnetke že celo desetletje. To je moj hobi, ampak se mi zdi nepošteno, da recimo Italijan, Avstrijec, Nemec, Anglež, Američan, kdorkoli nekaj ustvarja, Facebook mu plačuje, Slovence pa tretira kot druga država, nismo upravičeni do monetizacije. Ne, YouTube je druga zgodba. YouTube za mene tak, vsaj z mojega zornega kota, poštena aplikacija, ne dela nekih razlik, ali si iz Slovenije, ali si iz Italije, ali si iz Amerike, pač kakor čisto drugačna zgodba. Facebook pa pravi, Slovenija je tak tretji svet, zato niste upravičeni do monetizacije. Pa čeprav sem na Facebooku imel mesečno tudi po 2-3 milijone ogledov, od tega nisem zaslužil niti za popr. Zero, nič. Se pravi, ne delam zaradi denarja, ampak zdaj se bomo mogli malo zaustaviti. Jutro. Fabi, hej! Pećam, pridi sem. Kaka veselica. Pridi sem, Fabi. Ne pećam. Sem se moral umakniti. No, tudi prijazni ljudje so v Celju, kot sem že povedal, znajo tudi odzdraviti. So tudi izjeme. No, kje smo stali, sem se moral umakniti, ker se je usula mladina, ki gre zdaj v šolo. Ja, moram biti malo dosapljen. Kje smo stali? Pri YouTubu in Facebooku. No, glavnem, Facebook se mi je zameril totalno. Smo mi neka izjema tule v Evropi, zakaj se slovenske vsebine ne monetizira. Pač ne spadamo v tak in tak krog držav. Smo drugorazredni narod in se odločil, da na Facebooku ne bom objavljal nič. Pa čeprav imam tam 40 000 sledilcev, se lahko greste pogledati na Facebook, imam čudovito vsebino, sem stvaril ogromno novih vsebin. Obrnimo tako. Zdaj sem zopet pred mojim domom, lepo zihtano. Celje mi všeč, ker je čisto mesto, varno mesto. Tu moram res pohvaliti. Mislim, Slovenija je znana kot varna dežela. In
Upamo, da bo tako tudi ostalo. Vse pohvale županu. Prejšnjega župana nisem maral, ker tudi on ni znal pozdravljati. Če nisi bil Celjan, se obrnil stran, ni odzdravil nikdar, pa sem ga videl vsaki drugi dan tu po Celju. Koliko kuškov zdaj tole. Tale sedanji župan je pa se vidi, da dela prav za ljudi. Lahko je vzgled marsikateremu županu. Pa ne, sem ni važno, mislim, jaz gledam človeškega sodnega kota. Jaz sem tu priseljen, sem tujec, nisem bil sprejet v tem mestu. Morda tudi moja mala krivda, ker pač nisem imel pogojev, da se družim pred 15 leti, ko sem sem preselil, ker sem pač se boril z rakom, pa si nisem mogel nikakor privoščiti druženje, ker to vse nekaj stane. Jaz sem takrat, ko sem se preselil v Celje, sem živel z 204 evri na mesec. 204 evre sem imel, ker niso še, ker so mi, kako naj vam razložim, ker prva 3 leta so meni raka zdravili z antidepresivi, ne, strokovnjaki so mi zdravili z antidepresivi in ko sem prišel sem v Celje, sem si našel novo zdravnico, tam je poslala laboratorij, vse preglede in je rekla, kaj pa ste toliko časa čakali, se to vse rakavo. Jaz ne vem, jaz nisem doktor. Dol na obali so pa se pošiljali samo od kljuke do kljuke. Če sem kaj zvinil, so me poslali na psihiatrijo, so rekli, da so moji problemi depresija, gor dol so me filali z antidepresivi in stabilizatorji, a meni se je po kosti, črevesju, na koži se mi je širil rakec, tako da sem komaj preživel. No, dokler niso mi zihtali statusa invalida, sem živel z 204 evri prvo in drugo leto v tem mestu. In seveda se nisem mogel družiti, nisem mogel spoznavati novih ljudi in tako je tudi nekako ostalo. Še enkrat zahvaljujem se vsem prijateljem, kateri so se pridružili na moj kanal, ki ste mi ugodili to mojo prošnjo in obljubim, da se bom potrudil, da bomo postali dobra družba in bom pokazal, bom naredil še kakšen video, ki je zanimivega, tako da nam bo lažje, lepše. Lahko mi pustite kakšen komentar spodaj. Bom bil zelo vesel, bom vsakom odgovoril. Upam, da je kakšen Slovenec. Zanimivo, ker na YouTube kanalu, moram to povedati, od Italijano, Avstrijcev, Mađarov in Hrvatov je najmanj Slovencev. Slovenci ste šele na 5. mestu. Zakaj je prišlo do tega, vam bom pa povedal naslednjič. Zdaj bom jaz šel počasi na toplo, ker me je že pošteno zebil prste. Danes sem si mojo nalogo sem opravil. Še malo obrnimo tako. In torej, naročite se na moj kanal, spustite en like, če vam je to všeč, moje delo. Jaz sem bolj amater, kar se tega tiče, in bom bil res vesel za vsako vašo reakcijo, pa brez nekih negativnih komentarjev. Mislim, lahko vsak pove svoje mnenje. Drugo stvar pa je, ni mi všeč, to imam pa že prakso z Facebooka, so ljudje, rečemo in troli, ko imajo sam ta cilj že v življenju, da žalijo ljudi, da jih prizadenijo. Takih je kar nekaj, take enostavno zbrišem. Tako da
Na Facebooku imam čudovito skupnost. Res, vsaka vam čast tudi z Facebooka. Edino kot Facebook aplikacija se mi pa zdi nekako rasistična. Ne vem, kako se reče temu. Ja, Slovenija, ja, vi ne spadate v omenjene države, zato se vaša vsebina ne monetizira, se ne dela za denarja, se pravi, ampak nas deliti neko tretje razredne, ne morem več govoriti. Se vidimo kmalu, en bačin vsem, predvsem moji žlahti dol v Istro, mojim prijateljem, vsem. Lep dan vam želim in se mu zelo kmalu javil. Čau. Zdaj pa moram najti, kako se to izklopi. Moram to še ugotoviti, se pravim, ne znam jaz to. Ajoj, čakaj malo. Telefon, to ugasni. Kje si? Top. Aha, zdaj bo pa zneslo. Se vidimo kmalu.